otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojča Trojč. Pesmi poje, šali se in riše. Bojča Trojč. Čokolado noro obožuje, ne uboga, nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci. Bojča Trojč. Kaj ste rekli? Bojča Trojč. Dober dan, otroci. Živjo! Mica, ali morda veš, kakšne barve so prašički? Kaj pa vem, s prasički se ne družim. Kakšna škoda, saj so vendar prisrčni in pametni. Torej bo ta oddaja kot nalašč za tebe. Se že veselim? Najprej bom otrokom prebral zgodbo z naslovom Kakšne barve je prašiček. Zgodba je šla v reviji Zmajček, ilustrirala pa jo je Urška Stropnik-Šonc. Potem, ko bom prebral zgodbo, bomo slišali, kaj bo o prašičkih pametoval dr. Čisto na koncu pa si pogledamo še reportažo s kmetije. Bojča Trojč. Toni in Ajda sta se pogovarjala. Prašički so rožnati, je trdil Toni. Ni res, je ugovarjala Ajda. Rjavi so ali pa črni? Rožnati. Rjavi ali črni? Prepir je slišal njun oče in vprašal. Sta že videla pravega prašička? Le v risanki sta odkimala brat in sestra. Torej, vaju odpeljem na kmetijo, je bil kratek in skrivnosten oče. Z avtom so se odpeljali na bližnjo kmetijo. Kmečko dvorišče je bilo polno luž. Ene so bile čiste, druge blatne. V lužah se je valjal prašiček. Najprej je skočil v blatno lužo in v hipu je postal rjav in črn. Potem se je povaljal v čisti luži in je bil spet rožnat. Tako je skakal iz ene luže v drugo in je bil enkrat rožnat, drugič pa spet rjav in črn. No, kakšne barve je prašiček? Je vprašal oče. Ko se rodi, je prav gotovo rožnat, je odgovorila Ajda. Potem je pa prav pogosto tudi rjav in črn, je moral priznati Toni. Oče pa je rekel, škoda, da na tej kmetiji nimajo zelenih luž. Ali pa modrih, rumenih in zlatih, sta se zasmejala Toni in Ajda, ki sta tistega dne prvič videla prašička in sta zdaj vedela, kakšne barve je. Bojča Trojč. Smešna zgodbica je, samo prekratka. Kratka. Bila bi daljša, če bi bilo na kmetiji več luž. Zdaj pa poslušajmo, kaj nam o prašičkih pove dr. Bojča Trojč. Pozdravljeni, otroci! Ali ste poslušali zgodbo o prašičku? Tale Bojčo Trojčka pa res pihne. Ali misli, da so vsi prašički rožnate barve? Ja, kje ste pa še videli rožnatega prašička, kaj? Prašičkov je vendar ogromno različnih vrst. Že samo domačih prašičev je več kot 100 različnih pasem. Poglejte, ali niso luštkani, poglejte jih zdaj. Seveda pa živijo tudi v naravi. Upam, da ne boste nikdar srečali divjega prašiča, ker je kar hud, veste. Pa še tole vam povem. Prašički so zelo čiste živali in si ne valjajo kar tako po umazanih lužah. Če so pa umazani, je pa zato kriv človek, ki jim ne omogoči svobodnega gibanja in čistega okolja. Ja, toliko o prašičkih, pa nasvidenje. Bojča Trojč. Hvala, dr. Pravljice so eno, znanost pa drugo, kaj ne? Ampak oboje je lepo in koristno. Zdaj čisto za konec pa si poglejmo še, kaj smo videli in doživeli na kmetiji Markelc-Palčič. Kmetija se nahaja v borovnici, tam pa gojijo tudi borovnice. Ne boste verjeli, borovnice v borovnici. Lepo smo se imeli tam. Poglejte si posnetek, do naslednjič pa adijo. Adijo! Bojča Trojč. Takole sem zakorakal na kmetijo, kjer so stroji že pridno ropotali. Živijo! Danes smo na kmetiji Markelc-Palčič. Tukaj imajo veliko zanimivega. Predvsem imajo ogromno borovnic, ki jih tudi prodajajo in so zelo okusni. Prišli smo zaradi prašička. Zanima nas, kakšne barve je vendar prašiček.
Na ta odgovor nam bo pomagal odgovoriti Gal, ki živi tukaj na kmetiji. Gal, a prideš kar sem? Gal, koliko prašičkov imate pri vas na kmetiji? 3. A imajo ti prašički imena? Ne. Nimajo. Potem bomo danes dali prašičkim imena. Super! Upam, da imaš kakšno dobro idejo. Kakšne pa so ti prašički barve? Take sivkasto, bolj so sive, pa imajo črne fleke na sebi. Mogoče jaz česa ne vem, jaz sem si vedno predstavljal, da so prašički roza, rožnati. A niso oni rožnati? Ja, samci so ponavadi. Samke so pa sive s črnimi madeži. Ampak ti prašički so ene posebne pasme, a ne? Ja. Kako pa se imenujejo? A so getimburški prašiči. Ja. A se s temi prašički ti kdaj kaj igraš? Ja, težko se je. Težko se z njimi igraš. Ker tudi, če greš preblizu, ti kar zbežijo strane. Bomo poskusili, koliko so igrivi ti prašički. Tamle ne bomo jih še pokazali, tamle na tisti strani jih jaz že vidim. Povej mi, ali imate na vaši kmetiji kakšne luže? Ja, imamo, ja. A imate recimo danes kakšno lužo? Danes imamo tam pri Borovnici, malo le imamo eno. Aha. Obvezno si bomo pogledali tudi lužo, katero radi skačejo in se v njej valjajo prašički, upam saj. A se ali pri vas ali ne? Jaz jih še nisem videl. Potem pa res čisto nič ne vem o prašičkih. No. Dobro. Gal, predlagam, da greva kar do naših prašičkov. Prav? Okay. Z Galom so zdaj prišla v bližino prašičkov, tamle zadaj jih vidite. Gal, kdo je ta velik prašič? Ta velik prašič je pa Marjetka. Marjetka. Torej ta velik prašič pa ima ime? Ja. Marjetka, super. Se pravi, moramo dati ime samo še mladičkom. No. Joj. Kar bežijo od mene. To je to, Gal, kar si hotel reči, da niso prav igrivi, kaj ne? Saj ne z ljudmi, a ne? Bomo poskušali malo priti bližje teh prašičkov, pa jih malo posneti, da bojo naši otroci, ki gledajo to oddajo, videli njihovo življenje. Prele sem videl enega prašička, ki je ravno kar jedel jabolko. Upam, da bo še kaj pojedel, da ga bomo videli, kako on je in kaj je. Prašički na tej kmetiji imajo res srečo. Svobodni so, divjajo naokrog in se družijo z drugimi živalmi. Koliko prostora imajo? Gal si je izmislil imena za prašičke. Peter, Pujsa Pepa in Niki. Prav pred koncem našega obiska pa sta pes in osel dokazovala, kdo je močnejši in pametnejši. Gal, hvala ti, pa upam, da se kdaj še vidimo. Bojča, trojč!